posteljica. Kako je mehka. Kdo jo je naredil? Naredil sem pico, torto, prstan, ni vrag, da ne bi mogel postelje. Velikokrat oblikovalci mogoče izoblikujejo neko pohištvo, ki je zelo lepo in privlačne oblike in barve, ampak tehnološko ni izvedljivo. Zato je zelo dobro povezati stroko, to bom rekla mizarsko, oziroma izdelavo, tehnologijo pohištva z samim oblikovanjem. In vse to se verjetno naučiš v šoli. Oblikovalec pohištva postaneš z nekim določenim šolanjem. Jaz sem pač šla tako pot zbrala, da sem pač po končani gimnaziji pač se upisala na šolo arhitekture in pa še tudi po tem končani fakulteti sem najprej pravzaprav skozi dala eno tako klasično šolanje, to se prav bolj gradbene načrte. Šele po 10 letih službe sem se odločila za samostojno oblikovanje pohištva. Poleg arhitekture obstaja v bistvu tudi srednja šola, ko se že prej lahko začneš učiti oblikovanja in pol tudi višja stopnja, to so pa izraziti oblikovalci. Ja, mislim, da brez domišljije sploh ne gre, to je osnova in to je tisto, kar te skozi naprej in naprej v tem delu vodi. To pač, če tega nimaš, se mi zdi celo prirojeno, da v bistvu se težko lotiti pol enega takega poklica. Sem zelo nadarjen. Moram vseeno v šolo? Obstajajo pa seveda tudi veliki talenti, tako kot je na področju slikarstva, mislim, da tudi na področju oblikovanja in arhitekture, ki je predvsem talent, je tisti, in tiste ideje je tisto, kar je. In brez tega pravzaprav tudi nekdo, ki je šolan, tudi ne more postati oblikovalec, če tega v sebi ne nosi. Postopek je tak, da mi pripravimo eno idejno rešitev, na tisto pač pripravimo tudi en popis del in predračun, pa če se nekak stranka tukaj s tem strinja, potem gremo pač v eno fazo širšo, da razvijemo projekt. Oblikovalec je pač neka oseba, ki od začetka in do konca, rečemo prvi, zadnji, v tej verigi. Pri nas je pač zelo ta tesna povezava med proizvodnjo in projektiranjem, lik zato, ker se neprestano moramo prilagajati tej tehnologiji, ki skozi gre naprej, skozi prihajajo novi materiali, nove vrste obdelave in temu se ne more še nekako, to ni obvladljivo samo v sklopu enega projekta. Je zelo pomembno, da projektant gre v proizvodnjo in da se seznani s tem načinom proizvodnje, kar pol tudi lažje daje rešitve, primerne rešitve, da so in estetske in funkcionalne na tako vrsto proizvodnje. To pa so bile sanje. Želim si postati oblikovalec pohištva.